Živjo, živjo. Skrajni čas je, da se lotim tega mojega sračjega gnezda. Tako da sem si zadala kar tako konkretno nalogo testiranja od negovalnih izdelkov, šamponov, leave-in zadev, mislim, res cel spekter. In eden izmed teh so tudi aparature za sušenje, oblikovanje las itd. Tiste, ki ste članice Ljubim kozmetiko, veste, da dostakrat povem, da pač jaz z Remingtonom nisem bila zadovoljna, zdaj ali pa sem imela nesrečno roko pri izbiri izdelkov, pa mogla kakšne druge. Tako da bomo videli, zdaj sem se lotila pač testirati držati to, kar je trenutno na tržišču, da vidim, kaj deluje na mojih laseh in potem od tam gremo naprej. Bellissimo sem se odločila testirati v bistvu zaradi tega, ker sem pri Ivy preizkusila en izdelek, ki sicer mi je bil super, pa mi je dobro držal koder, samo na moji dolžini las, ali jaz tega nisem znala, ali mogla kakšno drugo tehniko, ali ne vem kaj, in pol nekako nisem kupila. Ko sem iskala pa enega drugega, ki se mi je zdaj tako fajn za tiste, ki ne znamo s krtačo posebno istočasno operirati, ga pa nikjer nisem najdela trgovina. Tako da, ko me je kontaktirala distributerka, ki ima nali.si, spletno trgovino, sem rekla, pa v redu, Bellissimo poznam, da ima sprobati nekaj izdelkov. In enega izmed najbolj priporočajo, ker sem tako rekla, jaz sem totalno štorasta, lasje so še vedno gor, ker sem moja ščerkica tudi s tem so še. Jaz sem totalno štorasta, jaz rabim nekaj, kar ne bo zahtevalo neke fine motorike, neke super spretnosti. Mi je rekla, tole je pa zdaj nova zadevščina, tole moraš probati, sem jaz ko gledala. Kaj je to pa korega, bom probala, ne, saj slabško, kar trenutno srače gnezdo, itak ne gre. Tole sem zdaj že trikrat, mogoče 4-krat preizkusila in je bila ljubezen na prvi pogled. Prvo uporabo, prvo 14 lase. Kakorkoli to pomenujemo. Ker tale ta prvi del je za razčasovanje, potem pa zamenjaš, da ti ne imajo leseni, ki ti pa bolj da tak sjaj pa gladek las, ampak ne glede na to, da je to namenjeno, da ti bolj zravna lase, ne polika, to ni ista zadevščina, pač ni efekt isti kot pri likalniku, tako da če iščete polikan videz, to ne bo to. Pejte z likalnikom, ker primernih nekih izdelkov ni. Tole so približki za tiste, ki imamo v bistvu netične miš lase. Če hočemo kodre, se ne smemo sploh dotakniti, pa jaz nimam več kodrov, ampak imam bolj valovite lase. To bi pa pomenilo, da se jaz ne smem teh kodrov dotakniti po umivanju, da bi samo mogla večkrat pokrimpati in to bilo to, ne? Kar pri meni glih ne gre, ker sem tlele gor sračje gnezda pač, ne? Zato sračje gnezda treba poskrbeti, tako da se moram prvo počesati, pa da takšna stvar gor, da večkrat čvrsti, pa da drži dol in je potrebna neka vrsta toplotne obdelave, če hočem jaz imeti kakor toliko normalno frizuro. Tako da, to je bila ta prva stvar, ki sem se lotila. Jaz sem pred leti sicer imela Philipsovo zadevščino, tako ko ima nekaj pa piha ven, pa se sušiš, pa mi ni pa všeč. Mislim, enostavno je 100 let trajalo, dejansko sem mogla imeti suhe lase, prej sem to ne začela in pa ne bi tazga efekta in blablabla. Zato mi je to, ko sem prvič dobila tako. Ok, problem, saj nimam kaj gledati za zgubiti. Tako da, ne glede na to, kako je smešno, saj efekt mi je všeč, pač je nekaj med zlikanimi pa sfeniranim lasom, to bomo danes pogledati. Ampak veste, kaj me je najbolj všeč pri tem izdelku? Ker ful hitro lase posušim. Tako, prepolovim si čas sušenja las. In sem preizkusila na moji tamali in je bil efekt identičen. Tako da, to je tisto glavno, kar bi meni, če bi zdaj bila pač coni, pa bi zbirala izdelek, prodali tole. Ker pri likalniku se veste, najbolj še če se s takim trdim lasom polikate naslednji dan po pranju, to gre nekega časa, torej se morate lase posušiti. Tole boste videli, koliko mi jih, ne vem, če pravi izraz, da mi jih zravna, boste videli, kakšen efekt je, in je dejansko všečen. Zadnji ima par nastavitev,
Eden je, da piha na hladno, in tudi tista ta zadnja, ko imate že čisto vse, kar želite narediti s to frizuro, greste na ta hladen del in ta hladen piš zraka je vedno fajn, ne glede na to, na kakšen način si pač lase oblikujete. Zato, ker jih nekako kar malo zapre las, tako bolj sijoč je, lepša frizura je, tako da načeloma, jaz imam to vedno rada na koncu, malo še s hladnim delom, ter prvo pa drugo jakost toplote. Jaz, ko te malo sušim, imam na enki, k sebe na dvojki. Je precej glasna zadeva, tako da tole bo šlo zdaj v super speed, jaz si bom pa probala tole zdaj na kameri posušiti. Se vidimo čez 10 minut, 15. To je to. Namenoma nisem dala gor nobenih oblikovalnih izdelkov. Torej, to, da vidite, kakšen je končni efekt. Če se še majčkeno obrnem. Lasje so še čisto mička vlažni, glede gor na vrh glave. Ostalo je suho, še samo oljček čez in njega je, neko kvazi urejanje frizure je zaključeno. Meni je zelo všeč, ker v bistvu imam, posušim si lase, spravim si jih v neko kvazi urejeno stanje, pač glih toliko, da nimam teh laskov blazno gor štrlečih in šibam lahko od doma. Tiste, ki ste zaposlene mamice, točno veste, o čem govorim, nimam časa nikoli za nič. Tako da meni presenetljivo, no, mislim, moram reči, da sem na čistko, neverjetno, končno izdelek, da sem 1, 2, 3 konc. Tako da tale izdelek definitivno ostaja v moji rutini, pa če nič drugega ne obdržim. Po 3-4 uporabah nisem videla nobenih slabosti še, to je to. Načeloma seveda bi jaz dala še prej zaščito pred likanjem čez, to, ker nisem res hotela ničesar dati gor, to, da vidite, kakšen je efekt. Samo s to krtačo in z ničemer drugim. Umiti lase bazan gor in gremo s krtačo. Ker to, kar sem videla rezultate kakšnih teh drugih, onih veste, silikonski špica krtač, ki so bili tako, ne. Zato sem bila tudi skeptična pri tej, no, vsej veste, kakšna sem. Ampak rezultat mi je bil v bistvu res zelo všeč že v prvo in tole zdaj že niti ne vem, 3., 4., ki jo uporabljam. In sem navdušena. Bomo še naprej uporabljali. Naslednji test bomo videli, kaj bo kaj za kodranje ali pa prolikalnik, čeprav se mi zdi, da to je nekako tisti efekt, ki me najbolj paše, ker z likalnikom je pol dostikrat vse polizano. Bomo videli, poročam. Testirala bom še kar nekaj izdelkov, če imate kakšnega specifičnega, ki želite videti, pa kar povejte. Trenutno sem čist in testiramo vse. Lepo se imejte, kmalu pa se spet vidimo. Čau, čau!